Knjiga Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri je 8. knjiga iz zbirke Regionalni razvoj, ki jo izdajamo vsako drugo leto ob slovenskih regionalnih dnevih, ki jih sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski regionalni razvojni sklad. Dovolite mi, da začnem z mislijo Iga Tratnika iz knjige Siti in lačni Slovenci, ki je bila nekako pobuda za regionalno politiko v Sloveniji. Sem le privrženec fizikalnih zakonitosti, ki jih na primer gosenica življenjsko pametno obvlada. Natančno ve, da mora potegniti zadek k sebi, če se hoče z glavo stegniti naprej, in nato ponavlja isto modrost znova in znova. Ta misel nas opominja na to, da razvoj države ni odvisen zgolj od njenih najbolj gospodarsko razvitih območij, ampak da mora država dosledno upoštevati in spodbujati tudi razvoj manj razvitih območij in da ne sme pustiti oziroma zanemarjati nobenega od svojih predelov in nobenega od svojih prebivalcev. Če bi primerjali razmere danes in pred 50 leti, približno takrat, ko je knjiga izšla, bi lahko ugotovili, da napredek v vseh območjih Slovenije oziroma na vseh območjih Slovenije je bil občuten, velik in da živijo sedaj prebivalci v popolnoma drugačnih razmerah, da pa so razlike med regijami še vedno velike. In ponovno je čas, da gosenica potegne zadek glavi. Knjiga je izšla ob 50-letnici slovenske regionalne politike, namreč regionalna politika v Sloveniji se je začela leta 1971 s sprejemom zakona o spodbujanju razvoja manj razvitih območij, potem pa je sledilo več različnih zakonov z tega obdobja. Knjiga osvetljuje tako zakonodajni okvir iz preteklih 50 let, kako so se razvijale regije v posameznem obdobju. Dva prispevka se nanašata na obmejna problemska območja, namreč predvsem obmejne problemske regije so tiste, ki so pogosto nekoliko manj razvite. Potem pa naslavljamo tudi regionalno oziroma obmorsko prostorsko planiranje, vlogo regionalnih razvojnih agencij, potem koliko bo na prihodnji razvoj vplivala digitalizacija, na kakšen način lahko urejamo zdravstveno oskrbo v luči prihajajočih demografskih sprememb. Vključuje tudi zanimiv članek s filozofskim pogledom, kako sploh si lahko zamišljamo razvoj vnaprej, ter primere z področja varstva voda, urejanja cest in participativnega prostorskega oziroma razvojnega načrtovanja na primeru Posoških elektrarn. Zavedati se moramo, da demografske, gospodarske, družbene, podnebne spremembe zahtevajo nove pristope. In za te potrebujemo nove ideje in konsistentno spremljanje tudi preteklih razvojnih aktivnosti. Ključno pa je, da to delamo skupaj, namreč le skupaj bomo lahko dosegli bolj trajnosten razvoj. Hvala.